pred kakšno uro ste dobili javno dostopne podatke o tem, kakšne obroke plačuje gospod Pogačnik banki za tako imenovani nacionalni preiskovalni urad, tam ste lahko zasledili podatek 125.000 evrov mesečnega obroka. Jaz moram reči, da smo se zaradi tega podatka, kot tudi zaradi nekaterih drugih podatkov, ki so pa prišli praktično šele včeraj, tu pa je tako imenovano letno poročilo skupine RAM in Vez za leto 2008, ki mislim, da je tudi vam javno dostopno že, verjamem pa, da ni bilo dovolj časa za analizo. Sami smo se malo poglobili v te številke, ki vam jih danes predstavil na tej tiskovni konferenci. Pogledajte, jaz v imenu poslanske skupine lahko rečem, da je precej utemeljen, odnosno zelo utemeljen sum, da gre v tem primeru za zlorabo uradnega položaja, odnosno zlorabo uradnih pravic po 257. členu Kazenskega zakonika. Naj vas spomnim, da je 16. februarja gospa Kresalova rekla, da spoštuje zelo visoke etične standarde in da ne bi vzela v najem take stavbe, če bi bil lastnik stavbe njen partner, družinski prijatelj ali nekaj podobnega. Kasneje ste lahko videli, da temu ni tako in da se z gospodom Pogačarjem še tako dobro poznajo. Če gremo po vrsti, pogledajte, vprašanje, kdo je lastnik stavbe, je več ali manj že jasno, torej to ni gospod Pogačar, ampak je Hypo Leasing d.o.o., ki je seveda investitor. Temeljno vprašanje, ki se zdaj pri tem postavlja in zadnje dni, mislim, da tudi te so se zahtevo te podatke, pa je, kakšna je pravzaprav razlika med tistim, kar to podjetje plačuje banki Hypo Leasing in med tistim, koliko dobi s strani države skozi pogodbo, ki jo je podpisala gospa Kresalova. Torej, to je temeljno vprašanje, na katero bom danes tudi odgovoril. Naj vas spomnim, da je bil 21. januarja podpisan tudi aneks k pogodbi, odnosno tripartitna pogodba med Hypo Leasingom, RAM Investom in pa ministrstvom za notranje zadeve, ker pravzaprav je to se moralo zgoditi, ker Hypo Leasing je tisti, ki je dejansko lastnik te stavbe in ne gospod Pogačar, odnosno RAM Invest. Številke, ki vam jih lahko predstavim, so naslednje. Če boste dobro analizirali ta dokument, to je poročilo skupine RAM Invest za leto 2008, ni potrebno kaj veliko, stran 26-27 si pogledajte, boste dobili naslednje podatke. Celoten znesek investicije za Dimičevo znaša 12.700.000. Če k temu prištejete DDV, pridete na natančni podatek 15.240.000. Iz poročila jasno izhaja še naslednji podatek, da bo ta znesek plačan v 240 evrov. To pomeni, da bo plačan v 20 letih. Mesečna anuiteta pa je $83.201 in začne teči v letu 2009. Če 83.201 pomnožite z 240, ker predstavlja 20 let, boste dobili natančen znesek 19.968.240. To je torej cena stavbe Dimičeva, ki jo plača podjetje RAM Invest Hypo Leasing. Javno znan podatek pa je že, da je letna najemnina, ki jo plačuje Ministrstvo za notranje zadeve temu podjetju, 1.634.110 evrov. Če to pomnožite z 20 leti, dobite podatek 32.682.211. Torej, je številka na dlani. Če vzamete znesek, ki ga plačuje MNZ, odštejete znesek, ki ga podjetje RAM Invest plačuje Hypo Leasingu, boste dobili znesek 12.968.240. To je čisti zaslužek v 20 letih.
Številka, ki je danes prišla na dan, češ da plačuje 125.000 evrov, ki jo je danes objavil, da vas to ne bo zmotilo, to je povsem mogoče, jaz tej številki verjamem. Ampak to pomeni, da je v času od leta 8 do danes sklenil kako novo pogodbo z banko, da bo hitreje odplačeval ta kredit. In to pomeni, da če ta podatek vzamemo kot točen 125.000 evrov, da bo zadeva plačana v 13 letih in ne v 20 letih. To je pa vse, kar je iz tega podatka razvidno. Ampak to še ni vse. Poglejte, zdaj, rekli smo, 12.968.240 evrov je razlika. To je tisto, kar gre v žep lastniku podjetja, odnosno, kar je potem last podjetja. Ne smete pa pozabiti še ene stvari, ne? Lastništvo stavbe. V tem času preide iz Hypo leasing na Ravni Invest, ne? Pomeni, v 20 letih, odnosno zdaj v 13 letih po novem podatku, on postane, to podjetje postane lastnik stavbe na Dimičevi in ostane mu nekaj manj kot 13 milijonov evrov. Lepa številka. Številke, ki ste jih navedel, bom jutri pri interpelaciji dopolnil. Nisem utegnil stvari prepraviti zele. Sam sem povabil na pogovor določene ljudi, ki se spoznajo na nepremičninske posle in so mi upozorili še eno stvar. Namreč, da je zelo pomemben podatek, tudi podatek o garažah. Namreč, na Dimičevi je vse kaže lepo število kvadratnih metrov garaž. In jutri bom na interpelaciji predstavil tudi te podatke. Zdaj, vprašamo se nekaj za zaključek. Se pravi, Dimičeva ostane podjetje Ravni Invest, postane njen lastnik, ostane torej 12.968.240. Gospe in gospodje, to pomeni mesečno 54.000 evrov. Gospe in gospodje, to pomeni 96 delovskih plač. 96 delovskih plač, mesečno. In čisto za zaključek, glede, v načrtu prodaje premoženja, ki ga načrtuje država za leto 2010, sta dve stavbi na Jeranovi ulici v Ljubljani, 8 in 16 številka. 8 in 14 številka. Te dve stavbe pa prodajajo za 3.400.000. Jaz bi rekel tako, gledajte, gospa Kresalova je imela zelo tako lušno geslo, samo pravna pot je prava pot. To geslo se je spreobrnilo, samo tista pot, ki koristi meni in mojim prijateljem, je prava pot. Gospa Kresalova pravkar išče, mislim, da podporo v Desusu. Karkoli se bo jutri zgodilo, pravzaprav ni tako pomembno. Ona jutri lahko ostane z izsiljevanjem koalicijskih poslancev in to se lahko zgodi. Tudi prihaja nek nov čas. Čas, ko ta gospa ne bo več ministrica. To pa bo tudi čas, ko bo potreben, in jaz to verjamem, njen kazenski pregon. Pametno in dobro bi pa bilo, da odstopi danes ali jutri pred sejo.